Jaz mislim, da je prav, da ta okrogla miza dobro je, da jo boste posneli, da boste z njega naredili en posnetek, kajti seveda prav je, da o njej slišajo tisti, ki seveda niso prišli v policijo oziroma takrat v milico še v članstvu, ko je milica bila, ampak seveda danes je treba gledati, da je več kot že 28 let, ko policisti prihajajo v policijo, ki seveda niso sodelovali ne pri osamosvojitveni vojni, ne seveda pri prejšnjem delu, že ko v bistvu je milica delala že veliko aktivnosti, že pred začetkom same vojne. In prav je, da se to seveda na glas pove, prav je, da se o tem govori, da vi, ki ste bili takrat seveda tisti, ki ste to načrtovali, nekateri smo takrat komaj šele začeli kot miličniki na terenu v teh letih, da seveda to poveste, da se to zapiše, kajti tega se mi zdi je bilo veliko zamujenega in prav pa je, da se ne zamudi do konca. Prav je, da se seveda te zadeve prenese. Mi se bomo veliko, smo že kot policija tudi danes povedali, da bomo to seveda izvajali v svojem procesu izobraževanja bodočih policistov na višji šoli, kajti prav je, da se o teh zadevah govori. In po drugi strani pa seveda bomo poskušali skupaj z vami, z Združenjem Sever, da bi se seveda vse te stvari dale tudi v šolske učbenike za vse, ki seveda se v Sloveniji izobražujejo ali v osnovni ali v srednji šoli, kajti prav je, da se taki zgodovini govori. Mi mislim, da se jo nimamo kaj sramovati, smo lahko samo ponosni na to in v policiji smo ponosni na to, da je slovenska milica bila tista, ki je seveda postavila celotno ogrodje, zato da lahko danes v bistvu smo. In takrat je milica imela naziv celo ljudska in je bila dejansko ljudska in na to mislim, da je to tista velika stvar, na katero smo lahko prvič ponosni, drugič pa nas seveda danes, ker mislim, da zdaj da sem skoraj edini, aktivni udeleženec policije, nas zavezuje, da seveda bomo to ljudskost ohranili še naprej. Sigurno so izzivi tančni ali drugačni, težko primerljivi med seboj, vendar menimo, da je seveda to potreba, tudi zaradi tega, ker ste se vi takrat borili in ste vi seveda takrat te stvari načrtovali, tudi z upanjem, da mi danes to nadaljujemo. Tako da še enkrat hvala in seveda predvsem želim pa res, da takšna omizja in takšne stvari bodo zapisane in dane tudi našim zanamcem. Hvala lepa.